ste že kaj seznanjeni, kakšni bodo ukrepi v predlogu proračuna, spravi te ukrepi, ki zdaj nas čakajo, nekje se že pripravljajo, ste bile, spravi parlamentarne stranke, ki že kaj obveščene, ste že dobili morda tudi predlog rebalansa proračuna za prihodnje leto? To je eden ključnih očitkov, ki ga tudi sam že ves čas delim premijerki, da se ta koalicija počuti samozadostno in da nikogar ne rabi. Mi, s tem smo odgovorili, mi nimamo nobenega predloga, nihče nas ni o ničemer seznanil, nihče ni, ne vem, povabil, predstavil, kje ti razmer gre razmišljanja, poprašal za eventualne razmisleke, ampak enostavno slišimo to, do nas pride to, kar preko vas največ zvemo, kaj se v koaliciji prepirajo in o čem se ne strinjajo. Jaz sem še enkrat s tem tudi utrjujem tisti svoj predlog, ki sem ga dal po tehnični vladi. Jaz sem globoko prepričan, da je situacija toliko resna, da resnično ne dopušča prav nobenega igranja s to državo več in da je na drugi strani tudi situacija toliko resna, da bo bilo katera koalicija sama ob nasprotovanju opozicije, ob nasprotovanju sindikatov, ob nasprotovanju delodajalcev te reforme speljala. Zato mislim, da to kliče potem nekem konsenzu, kjer bo potrebno med slabimi izbirami izbrati tiste, ki so optimalni za naše razmere in hkrati ob cilju, ki ga bomo jasnega spoštovati zapisano v programu stabilnosti, ohraniti tudi kohezijo in pa kohezivnost v slovenski družbi. V nas pa zaenkrat ni nišče po ničemu seznanjen doslej. Tomaž Julič, če se pravi, ko ste dali, podpirate likvidacijo, niste za to, da bi recimo ti banki šli v stečaj, se vam ne zdi mogoče, tako ste dali mogoče za reševanje nekaterih zasebnikov? To je to, kar sem želel poudariti. Zdaj, mi kakšne velike izbire v tem med kontrolirano likvidacijo in stečajem nimamo, oziroma pač to je odločitev na eni strani Banke Slovenije, na drugi strani pa države, ki se je odločila v enem delu zelo hrabro, da bo jamčila poleg tistega običajnega jamstva 100.000 evrov za fizične osebe in mala podjetja za kompletne depozite v bankah. In sam razumem tudi zaskrbljenost guvernerja Banke Slovenije, da ga je strah kolapsa bančnega sistema v Sloveniji, kolikor bi bil to nekontroliran proces, ko bi ob insolventnosti banke prišlo do stečaja. In zato je pa toliko večja odgovornost tako banke kot ključnega nadzornika in tistih, ki to kontrolirano likvidacijo izvajajo, da bo naredili to, ko sem v uvodu povedal. Da bodo resnično razgajali vsa ozadja v teh dveh bankah in da bomo na koncu resnično videli, ali se dogaja to, kar se resnično sprašujemo. Koliko je teh vlog nad 100.000 evrov nazadnje? Kdo so ti ljudje? Sam pa se bojim, da je bolj kot ta problem, koliko je teh vlog iznad 100.000 evrov, pa to, da je potrebno iti v drobovje predvsem tistih kreditov, najemu kreditov, kjer se pojavljajo ti ljudje, ki so prepleteni in so po mojem globokem prepričanju te banke tudi ustanovili zato, da so poleg tega sami postavili lastniki z nekim deležem v to banko zvabili čim več denarja od komitentov, ta denar pa sami uporabljali naprej za te tajkunske prevzeme, ki so vsi po vrsti pogoreli v zadnjih letih. In tu notri je po mojem prepričanju ta problem te odgovornosti, transparentnosti, kjer bomo hočeš nočeš prišli do tega, da so te vloge povsem neprimerno med sabo pomešane in da je v bistvu v tem problem teh bank. Ne toliko po mojem prepričanju, da ima nekdo toliko teh depozitov, ampak bolj v onem delu, kam je poniknil ta denar, da se sedaj ta tako velika luknja, kot je bilo rečeno tudi na povedove. Hvala.